temu, da jih imamo med panelisti. Da ne bom predolg, morda se zgolj navežem na eno iztočnic, ki jih je podal rektor danes s svojim govorom in predvsem ciljev na večjo problemsko naravnanost in nedisciplinarnost študija in trende povezane s tem. Nekako, jaz mislim, da je to tudi teza, o kateri bomo kar nekaj besed spregovorili danes na današnji okrogli mizi. Nekako pa naj povem, kljub temu, da sem že uvodoma rekel, da je vprašanje zaposljivosti pogosto zapostavljeno, če pa ne zapostavljeno, pa vsaj negativno sprejeto, vendar je tudi vprašanje zaposljivosti eden od temeljnih elementov kakovosti. In glede na to, da je bilo o kakovosti danes govora precej, bomo nekako tudi zaključili s to temo. Naj pa nekako samo predstavim osnovno strukturo današnje okrogle mize oziroma zadnje okrogle mize. Najprej se bomo dotaknili kurikularnih dilem, ki so povezane s samo disciplino in pa predvsem dilemami, ki jih posamezne znanstvene discipline poskušajo naslavljati pri pripravi novih študijskih programov. Potem bomo pogledali vprašanje jezikov. Nekaj od tega je bilo že rečenega, hkrati bomo pa še dopolnili predvsem to razpravo v kontekstu tega, kako lahko te za trg dela ene najpomembnejših kompetenc smiselno umestimo v pripravo študijskih programov in pa tudi v ta proces akreditacije, ki smo mu priča, na kar bomo nekako podrobneje pogledali predvsem praktično usposabljanje in pa morda povezovanje tega procesa z drugimi procesi, ki so paralelni na tej fakulteti in so morda do sedaj potekali nekako vsak po svoje, ko govorim predvsem s procesom alumni kluba in pa povezovanja alumnov ter samega kariernega centra, ki ga imamo tako na fakulteti kot na univerzi. Zaključili bomo pa nekako s, jaz bi rekel, temeljnim vprašanjem, kaj pomeni konkurenčni diplomat. In nekako predlagam, da kar počnemo današnjo, torej to okroglo mizo s docentom doktorjem Dejanom Montesom, ki nam bo predvsem predstavil kurikularne dileme v komunikologiji. Hvala za besedo. Podnaslov našega prispevka, kot vidite, smo tri avtori, je pričakovanje študentov komunikologije in tudi pričakovanje zaposlovalcev, zato da boste vedeli, da boste bolj vedeli, zakaj vašemo v ta panel. Smo se na koncu odločili skrajšati naslov. Medijske in komunikacijske študije imajo malo specifično pozicijo na oddelku za komunikologijo, zato, ker so edini program od treh, ki so teoretsko naravnani širše, novinarstvo in tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi so bolj poklicno naravnani. In kot tako, kot teoretsko naravnan program se tudi oglašujemo, to jasno povemo. Hkrati pa to jasno ne pomeni, da ne naslavljamo in se ne ukvarjamo z vprašanjem zaposljivosti kandidatov. V trenutni situaciji, ko vpisujemo 35 študentov, še do nedavnega 40, na prvi stopnji še kakih 20 konča druga stopnja, bi se bilo preprosto neodgovorno ne ukvarjati z vprašanjem zaposljivosti, z vprašanjem kompetenc, tudi na teoretskih programih. Skratka, to je ta ključna dilema, ključna dvojnost. In skušal bomo zelo nakratko predstaviti rezultate neke evropske raziskave, ki smo jo pravili v pričakovanju študentov in našo rešitev na to zagato. Kako v teoretski program vključiti neke temeljne kompetence, ki študentom omogočajo prehod na trg dela. Komunikologija je tudi sicer že tradicionalno od začetkov zelo pod pritiskom industrijne trga, če potem rečem, kar nazarja na temeljnega skorne, administrativno in
kritično paradigmo v komunitologiji in specifično pri nas en ključnih problemov za nas, za naš program, je razumevanje dijakov in volivcev, ki pač medijske in komunikacijske študije razumejo kot praktični program, kot pripravo na medijsko prakso, čeprav se mi skušamo predstaviti kot pripravo na spletno. Zdaj, avtori tega prispevka, da verjamem, da še marsikdo zagovarjamo stališče, da univerze niso samo prostor za pridobivanje nekih veščin, ki jih je možno uporabiti neposredno pri delu, ampak da je treba univerze razumeti predvsem kot širši, znanstveno-humanistični projekt, ki uči za veliko več kot zgolj za uspešnost v nekem profesionalnem okolju. Ampak pričakovanja študentov so pa diametralno nasprotno. Če se za trenutek zdaj posvetim tem rezultatom, gre za projekt, evropski projekt Curriculum Development and Communication Science, ki smo ga izvajali skupaj s 6 evropskimi partnerji, kjer smo v bistvu razmišljali o možnostih joint degree-ja in smo ugotovili to predvsem za dekana Zlatka, da pomembno ugotovili, da praktično ni možnosti joint degree-ja, oziroma da so ovire takšne, da je te razmisleke boljše pustiti. Ampak v okviru tega projekta smo opravili eno anketo o pričakovanjih, najprej pa splošnih rezultatov, relevantnih za ta današnji panel. Študenti ocenjujejo, da zaposlovalci niso dovolj dobro informirani o profilu in veščinah, ki jih imajo. In s tem bi se lahko strinjal kot koordinator praktikuma, ki sem veliko stikal z zaposlovalci. Mislim, da to ni značilno samo za medijske študije. Mislim, da to cela fakulteta bi marsikaj še lahko postorila pri boljšem informiranju, kaj in česa so naši diplomati sposobni. Mislim, da tu je res nek razkorak med percepcijo zaposlovalcev in tega, kaj naše študente dejansko znajo. Potem študente, kar ni presenetljivo v času krize in vprašanje, koliko je odraz splošnih študente, pač ocenjujejo, da imajo relativno slabe zaposlitvene možnosti, kar je rečeno pričakovano. Zdaj, zato za našo totalno dilemo, ki sem na začetku omenil, je pa pomembno naslednje. Zadovoljstvo s programom naglo narašča, če je več praktičnega dela, če je delovna praksa vključena v študijski program, če program predvideva več stika strokovnjakov iz prakse itd. Skratka, očitno je percepcija študentov, da mora biti univerzitetno izobraževanje tesno povezano s prakso in da je poklicnost pomemben del tega izobraževanja. Tudi na programu, ki je teoretično zasnovan in se kot tak tudi oglašuje. Skratka, ne glede na teoretsko zasnovan programa, je ta percepcija zelo izrazita, ta težnja po poklicnosti. In druga zanimivost iz ankete, študente zelo izpostavljajo osebnostne veščine kot pomembne in hkrati jih pa ni v kurikulumu. Osebnostne veščine kot recimo vodstvene sposobnosti, pogajalske sposobnosti itd. Zdaj, verjetno se lahko strinjamo, da so te zadeve pomembne, je pa vprašanje, koliko bi jih komunikološki kurikulum vključeval, neke splošne osebnostne veščine. In če zdaj počas zaključim, glede na omejen čas, na katedri, na programu za medijske in komunikacijske študije, skušamo to dvojnost med teoretično usmerjenostjo programa in potrebo po poklicnosti reševati s konceptom praktikuma. V prvi bolonjski reformi so se moji predhodniki dokaj vizionarsko odločili, da ne grejo v klasično prakso, ampak so oblikovali medijski praktikum, ki je v večjih letnikih in kjer v okviru predmeta gostuje 10 do 15 strokovnjakov, za katere lahko rečem, da so najboljši na svojih področjih, trenutno v Sloveniji, z nekimi moduli. Krediti, skupaj je to, so vsi ti praktikovni vrednotami s 15 krediti, kar pomeni dobrih 5% celotne kredita na celotni prvi stopni. In s tem praktikumom in z dodatnimi študijskimi dejavnostmi smo uspeli povezati študente z
zaposlovati. Zelo intenzivne stike imamo, tudi po končanju študiju, po prehodu v zaposlitve in ta sistem absolutno deluje. Zadovoljni so študentje, zelo zadovoljni so izvajalci teh praktikumov, teh modulov v okviru praktikuma in zdaj v reakreditaciji bomo ta sistem samo nadgradili. Prvič ga bomo lahko praktikum vključili tudi na druge stopnje, kar sedaj ni bilo možno zaradi zakonskih ovir in ga bomo v bistvu razširili, nadgradili in skozi te medijske praktikume kot del predmetnika skušali v načeloma teoretičnem programu študentom dati te kompetence in ponuditi to, kar v bistvu pričakujejo. Najlepša hvala. O jezikovnih dilemah glede družboslovnega izobraževanja za trg dela nam bo nekaj več povedal lektor magister Matej Šetic. Hvala lepa. Torej, zadnjo leto pa pol se ves čas pojavljamo na vseh razpravah v oblikah neke apologeze tujih jezikov in tudi danes verjetno ne nič drugače. Za nas so tuji jeziki res nekako na razpotju in sicer zato, ker se na deklarativni ravni sicer ves čas pojavlja podpora tujim jezikom, besede, ki govorijo o jasnem zavedanju, da so tuji jeziki pomembni v času globalizacije, v času, ko naši študentje torej ne vstopajo samo na trg delovne sile v Sloveniji, ampak po celotni Evropi in po celotnem svetu. Po drugi strani so pa jasno vidne tudi neke tendence, ki drugega tujega jezika naraj sploh ne bi več razpisovale, tako da nekako se bojimo, da se utegnemo soočiti približno 40% upadom torej, iz predmeta tujega jezika, kar se pa zdi zelo anachronistično in torej popolnoma ne v skladu z situacijo, v kateri se danes nahajamo. Tuji jeziki imajo na fakulteti 35-letno tradicijo, razvijanih 35 let v sodelovanju z drugimi katedrami, z nosilci temeljnih predmetov in tako naprej. Danes smo soočeni pa s tem, da nam grozi torej zmanjševanje tujih jezikov, medtem ko recimo na drugih fakultetah jih uvajajo. Se pravi, v dober zgled vleče in skratka v ekonomski fakulteti, pedagoški, filozofski, pisodrog, širijo strokovne jezike, znanje strokovnih jezikov, uvajanje strokovnih jezikov. Mi se pa pravzaprav bojimo, da se utegne ta tendenca pri nas obrniti tujim jezikom v školo. Seveda smo se tudi mi spraševali, ali zdaj tudi jeziki našim diplomantom sploh koristijo ali ne, zato smo izvedli anketo med alumni naše fakultete, redno sprašujemo tudi naše študente, kakšne so njihove izkušnje, kako jim to koristi. In izkaže se seveda tako, da so jezikovne kompetence zlasti na vseh mednarodnih razpisih ključnega pomena. Treba se pogledati samo recimo razpisne pole torej evropskih služb. Pa vidimo, da je angleški jezik v bistvu drug materin jezik, da se tekoče govorjenje angleškega jezika predpostavlja kot samo po sebi umevno. Zlasti je to vidno na severnem delu Evrope, kjer vsak trafikant in prodajalec vozovnic govori popolnoma tekoče nemško oziroma angleško, in da še drugi jezik, tisti, ki potem naprej tretji tuji jezik, tisti, ki naredi dejansko razliko med ljudmi, ki si pač želijo dobiti neko delovno mesto. Tako da je znanje večjih tujih jezikov absolutno nujno potrebno. Tukaj moramo tudi jasno poudariti, da je Slovenija na drugačni situaciji, kot so recimo delojemalci velikih narodov, zato ker tisti, recimo, če nekdo z materinim jezikom španščino išče delovno mesto, ima na voljo ne samo celotno Španijo, ampak tudi Južno Ameriko, Srednjo Ameriko, mi pa si slovenščino pravzaprav kaj dosti ne moramo pomagati. Tako da na mednarodnem trgu delovno silo naši diplomanti je absolutno ključno, da govorijo tekoče. In to, kar smo zvedeli, nekako, če povzamem komentarje naših alumnov, je, da seveda nek splošni jezik je seveda uporaben za trgovino, pa veste, za small talk, za pogovor o kavi.
To, kar pa naredi razliko pri zaposlitvi, je postopkovni jezik. Brez tega seveda zaposlitve ne bo. Dosti krat so tudi že razgovori za službo, jasno v tujem jeziku v angleščini, tako da to se itak predpostavlja samo po sebi. In z tega zornega kota je seveda popolnoma nemogoče, se zdi, da bi zmanjševali število tujih jezikov. Tudi naši sedanji študenti so vedno bolj ambiciozni, tudi oni se vedno bolj zavedajo, da seveda bodo iskali zaposlitev ne v Sloveniji, ne samo v Sloveniji, ampak povsod in da je tuji jezik ključnega pomena, še zlasti pa potem, ko se vračajo razni kolegi iz menjave in vidijo, kako jim je to koristilo, da so bili recimo, da imajo možnosti na ta način odpirati tudi pota potem naprej, iskanja raznih zaposlitev prek tega. Tako da z tega zornega kota je drug tuji jezik nujno potreben tudi na naši fakulteti. Vsakošno zmanjševanje v tem smislu je anachronistično in popolnoma kontraproduktivno. Zlasti, če naša fakulteta namerava biti tako ambiciozna kot nekateri naši študenti, ki nameravajo na vsak način narediti kariero, mogoče ne samo zunaj, tudi po drugi. Najlepša hvala. Sedaj bi poprosil našo strokovno sodelavko Tino Čerčič-Tomažinič, da nam predstavi predvsem ključne dileme, kar se tiče praktičnega usposabljanja na fakulteti, pa tudi povezovanja različnih procesov, kot sem že omenil, ki so do sedaj potekali paralelno, ki se pa lahko na nek način sinergično povezovali. Hvala lepa za besedo. Otežen in kompleksen proces prehoda diplomanta na trg dela v času spremenjenih gospodarskih in družbenih okoliščin in negotovih zaposlitvenih obetov predstavlja težko popotnico našemu diplomantu. Bolonjska reforma nagovarja k porožnosti na področju študijskih procesov, ki naj pomagajo študentom pridobiti uporabnih znanja. Ključna je usposobljenost študentov, bodočih diplomantov, da se čim prej soočijo z dolgoročnim načrtovanjem razvoja varne kariere, ki temelji na fleksibilnem učenju za potrebe delovnih mest, na pridobivanju veščin za prehajanje med izobraževanjem, usposabljanjem in zaposljivostjo. Če tudi zagotavljamo študentom dovolj znanja, to še ne pomeni, da so dovolj usposobljeni. In s poslanstvom odgovornega in kakovostnega izobraževanja je potrebno razmisliti o implementaciji nekaterih ukrepov. Na tem mestu bi se bilo potrebno vprašati, kako pomembno sredstvo pri razvoju zaposlitvenih kompetenc in kako pomembno obliko sodelovanja med sfero visokošolskih institucij ter potencialnih delodajalcev predstavlja praktično usposabljanje, strokovna praksa in praktiko. Formalno znanje samo po sebi ni več dovolj, da bi bil prehod na trg dela enostaven in pomanjkanje delovnih izkušenj ter delovne sposobnosti ni popotnica, ki bi jo fakulteta dala svojemu diplomantu. Tako je premostitev vrzeli med fakulteto ter skupnostjo dvosmerni proces, ki predstavlja izziv za vzpodbujanje zaposljivosti in kariernega uspeha. Praktično usposabljanje študentov je pomembna sugestija bolonjskega programa. Več pozornosti naj bi se namenjalo praktičnemu usposabljanju študentov, usposabljanju mentorjev iz okolja in dalo več napora v povezovanju študentov s potencialnimi delodajalci že v času študija. Praktično usposabljanje omogoča študentom, da oblikujejo svoje stališče, katera znanja so pri študiju temeljna, dobijo vpogled v realne delovne razmere in pogoje ter delovne naloge, ki bodo upravljali na tematskem področju, v katerega se usmerjajo. Študente imajo tako možnost presojati podjetja in institucije iz lastne izkušnje in spoznati možne poklicne poti. Istočasno imajo priložnost spoznati svoje dejanske in potrebne kompetence in veščine znotraj področja, ki jih zanima. Analiza številnih raziskav s področja praktičnega usposabljanja v času študija govori o tem, da strokovna praksa lahko pomembno vpliva na zaposljivost, saj se mnogo mladih diplomantov zaposli prav v podjetju, kjer so opravljali strokovno prakso. In v duhu prenove študijskih programov bi bilo smiselno upoštevati oziroma ovrednotiti obstoječe dosedanje dobre prakse na področju izvajanja praktičnega usposabljanja, vzpostaviti formalne stike med fakulteto ter organizacijami in sklepati dolgoročne partnerske pogodbe o sodelovanju, vključujoč bazo naših alumnov.
za njihovo avtonomnost in samostojnost na karierni poti. Tako ima v tej zgodbi svojo vlogo karierni center in nudi svojim študentom podporo, ki bo olajšala poklicno integracijo in dolgoročni karierni uspeh našega diplomanta. Na začetkih poti tega dejavnega procesa je vloga kariernega centra svetovanja in začrtovanja karierne poti in organiziranja delavnic za urjenje veščin. Sicer pa karierni centri danes predstavljajo novo obliko usposabljanja študentov, postajajo mediatorji med študenti, diplomanti, fakulteto ter delodajalci in njihov izziv je, da na neformalen način usposabljajo bodoče diplomante za zaposlitev. V ta proces nabiranja neformalnih izkušenj pa je nujna vključitev tako pedagogov, študentov, tutorjev ter alumnov. Podporna naloga kariernega centra je, da prek strokovnih dogodkov in srečanj, ki jih organizira za svoje alumne in tudi za študente vzpostavlja oziroma goji vez med študenti in alumni, ki so hkrati tudi njihovi potencialni zaposlovalci. Že v času študija pomaga študentom pri mreženju oziroma navezovanju koristnih stikov z osebami in institucijami, na katere se bodo lahko obrnili kasneje, ko bodo iskali svojo zaposlitev. Most med akademskim študijskim delom in dejavnostmi kariernega centra predstavljajo študentje in učitelji tutorji. Tako kot potrebuje študent od pričetku študija uvajalno pomoč, tako potrebuje študent, ki končuje študij, pomoč pri prehodu na trg dela. Študentsko tutorstvo naj nudi študentom ustrezno podporo pri zaključevanju študija in spodbudo k aktivnem razmišljanju o svoji nadaljnji karierni poti ter aktivnem vključevanju v študijske dejavnosti ter vse ostale aktivnosti, ki pomagajo pri gradnji zaposlitvenih kompetenc in osebnostnem razvoju študenta. Torej, tako kot poskrbi fakulteta za študenta v uvajalnem obdobju, mora biti njeno poslanstvo tudi, da študenta oziroma bodočega diplomanta kakovostno pripravi na novo obdobje po študiju in ga pospremi v ustrezno delovno okolje. Najlepša hvala. Torej, nekako, če povzamem dejansko vse razprave, ki so potekali do sedaj, tako danes kot tudi sicer v prejšnjih seansah, bi nekako generalno lahko povzel, da smo govorili tudi o tem, kako vzgojiti kompetentnega diplomanta s PDV-ja, torej za trg dela. Nekako, kaj to pomeni, predvsem konkurenčni diplomat s PDV-ja, to nam bo pa povedal profesor Svetličič. Tako da, prosim. Hvala lepa. A to zato, ker sem že malo sil, pa malo večjo kilometrino. Ok, za 5 minut imam 5 točk. Nimam PowerPoint, ker imam 5 points to make. In začel bom z empiričnim dognanjem, ker se kredibilnost profesorjev, pa tudi diplomantov seveda veča, če to podprejo z lastnimi izkušnjami in če so pri tem prepričljivi. Prva teza. Pred 15 leti sem srečal študentko, diplomantko mednarodnih odnosov v Ženevi. Vprašal sem jo, kje si bo v službi, kaj počne v Ženevi. Pravi v Union Bank Suisse. To je pač med največjimi bankami. Študentka mednarodnih odnosov sem rekel, kako si pa prišla v te službe? Pravi, zelo preprosto, po pol leta sem vprašala tiste, ki so me zbrali med 200 diplomanti, zakaj so me zbrali, saj vendar nimam bančnih znanj, tehničnih znanj in tako naprej. In zaposlovalec mi je rekel, prepričali ste nas, zelo bo Matej vesel, zaradi znanja 4 jezikov, zaradi mojega nastopa prepričljivosti, komunikativnosti. Skratka, zaradi veščin, bančne stvari vas bomo pa tako naučili v 2 mesecih. To je prvo empirično dognanje, kako priti do dobre službe, ki potrjuje drugo tezo Churchillov ugotovitev, da smo mi, profesori, diplomanti, cenjeni ne po tem, kaj znamo, pač pa po tem, kako znamo artikulirati to, kar znamo. Če sem zelo heretičen, je bolj, da znaš manj na tisto uporabiti, ker da znaš ful velik, pa tega ne znaš uporabiti. Zato imam čas občutek, da tudi mi profesori od študentov zahtevamo fusnote, medtem ko pa ne zahtevamo,
da znajo recimo enih 10 Pitagorovih izrekov iz tvojega področja in to sred noči, če jih vprašaš. To uporabljam zato, ker sem profesor matematike, ki je bil moj sosed in ko sem igral nogomet, in rekel, tudi če futbol igraš, moraš znati Pitagorov izrek. In tega velikokrat pogrešam. Karas, en drug ameriški akademik, je rekel, da ne dobiš to, kar zaslužiš, pač pa to, kar si izpogajaš. Pogajanja so omenjena, pa ne bom jih omenjal zato, ker jih sam tudi prodavam, ampak zato, ker dejansko se pokaže, da je ta veščina zelo, zelo pomembna. In tretja stvar, pred 3 dnevi sem dobil študijo Deminga iz National Bureau of Economic Research, ki analizira, kakšne veščine znanja so potrebne za prihajajoče stoletje. In tam je graf, ki kaže približno takle razkorak. Tukaj so socialne veščine, tukaj so pa tehnična trda znanja. Ker pravi, v bodoče bodo vse bolj roboti upravljali rutinska znanja, vodstvenih sposobnosti, timskega dela, sodelovanja v mrežah in tako naprej, kar oni ne znajo. In te veščine so izjemno pomembne in vse pomembnejše v prihodnosti. Tudi Dejanov projekt, ki ga je prej omenil, točno to kaže. Teorije so takole, praksa, ki jo pa študenti želijo, so pa od spodaj. Skratka, je blazen razkorak in mislim, da moramo temu posvetiti ustrezno pozornost. Četrta teza, zopet empirično dognanje, analiza slovenskega predsedovanja, to je bilo tudi objavljeno seveda, je pokazala, ko smo izvajalce predsedovanja, vključno z ministri in tako naprej, spraševali, katera znanja bi želeli v prihodnje ukrepiti, katera znanja so bila deficitarna, kaj mislite, da je bilo na prvem mestu? Tudi sam sem bil presenečen. Znanje angleščine. Oziroma mehke znanja na splošno. Potem pa smo jih vprašali preko metode World Cafe, zakaj pa znanje angleščine? Saj je ravno analiza pred kratkim objavljena, smo Slovenci na 6. mestu v svetu po znanju tujih jezikov. So rekli, ja, že, mi znamo angleščino, manj znamo druge jezike, kar je slabost seveda, zlasti francoščina za Bruselj. In če hočeš lobirati, moraš znati jezik države, partnerja, ki ga hočeš prepričati, so rekli, ampak veste, mednarodne organizacije v Bruslju imaš 2 minute. In v 2 minutah moraš znati prepričati. Tega pa ne znamo. Peta, kaj storiti? Danes je bila že omenjena analiza študentov sociologije, tudi podiplomcev. Sam sem dal študentom podiplomcev kadrovskega menedžmenta pred 4 leti delati seminarsko nalogo, vsi so to delali. Potem je eden naredil skupno nalogo, kako povečati konkurenčnost diplomantov FDV. In bom citiral približno vrstni red, kakšne so bila njihova dognanja. Prvič, več ekonomije, več sodelovanja s prakso, več case-ov, modernejše metode poučevanja, več izmenjave profesorjev, učenje reševanja problemov, internacionalizacija tako študentov kot profesorjev in povečati fleksibilnost programov. To so bila njihova dognanja in zakaj morda več ekonomije, so rekli, to pa zato verjetno, se zelo malo ego, svoj malo gladil. In sicer, ker uvodno, veste, za prvo uro jim dam test, anonimni test, v katerem dam pa vprašanj. Eno od teh vprašanj je tudi, kaj je produktivnost. 50% podiplomcev skozi več let ni znalo odgovoriti na vprašanje. Samo 5 od 75 je znalo ločiti, kaj je to konkurenca in konkurenčnost,
Dal sem jim pa nekaj 10 stavkov iz medijev, ki je zbrka glede tega in niso znali tega ločiti. In samo pol jih je znalo povedati, koliko bi zaslužili, če bi 1000 evrov po 5% obrestni meri vložili za 1 leto. Zato pravim, da je treba zapustiti metodo poučevanja in insistirati na fusnotah, pač pa tistih 10 Pitagorov izrekel, da take stvari ne bodo opadle ven, da bodo znali srednjo oči iz vsakega področja našega predmeta, tiste stvari, ki so bistvene, ostalo lahko pa googlaš. In končno, če bi bilo po mojem, ko sem začel govoriti, bi vstal mikrofon in se začel sprehajati. Zakaj? Ker, veste, uho je samo 10% ušesa. Skratka, nebesedno in drugo komuniciranje je pomembnejše kot pa samo govorjenje, ker besede grejo ali pa te drugega delaš, čas, ko nekdo govori in tega ne slišiš. Naloga naša profesorov pa je, da bomo naredili konkurenčnejše diplomate, tudi da jih znamo navdušiti, inspirirati naše predavanja, bi mogla biti večkrat predstavljena. Hvala. Najlepša hvala. Morda se samo obregnemo v zadnje misli. Ravno teden dni nazaj sem poslušal psihoanalitika na eni zelo eminentni bruselski celo konferenci, ki jo je financirala Evropska komisija in je ta dejala, da v bistvu neoliberalni diskurs zastruplja visoko šolstvo, tu pa se je predvsem obregnil ob termine, kot so uspeti, investirati, izgubiti in tako naprej. In morda samo v povezavi s tem bi opravičil torej vaše podiplomske študente, morda so pa zgolj nasprotniki neoliberalizma, ampak zgolj ok, nekako glede na to, da našega petega razpravljalca danes nimamo, oziroma ga moramo opravičiti, ker je izostal iz zdravstvenih razlogov, imamo nekaj več časa in bi, če se strinjate, nekako naslovil predvsem razpravo, torej začetek razprave na same študente, glede na to, da so imeli v svojem programskem dokumentu, ki je bil odziv na kar zelo jasne stališča do strokovnega usposabljanja, o katerem smo danes govorili, do tudi položaja na trgu dela. Tako da morda preden povsem odpremo debato, prosim še predstavnike študentov. Možno? Imamo mikrofon. Ok, torej... Torej, Janja Zdolšek, kadruje letnega novinarstva, da sem že večkrat spremljala. Torej, praktično usposabljanje finančnih študentov je izjemno pomembno, pa ne samo praktično usposabljanje pač po diplomi, ampak mogoče bi jaz okroglo mizo rajše nastavila z imenom kam do diplome. Torej, kje se usposabljati do diplome, kje upravljati prakso do diplome, ker me žalosti, da nimajo vsi programi urejene prakse in pa opažam neko veliko pomanjkanje letega med raznimi študijskimi programi. Pa morda ne samo izven fakultete, temveč tudi znotraj le-te. Na sami fakulteti imamo medijsko sobo, multimedijsko predavalnico, je funkcionalno in pa dobro opremljeno in me izredno žalosti, da v drugem letniku novinarstva te predavalnice še nisem videla, sploh pa ne uporabljala. Hvala pa mogoče na tem mestu profesorju Jontesu, pa podekanu, profesorju Deželanu in pa vodstvu fakultete, da ste začeli se tesno povezovati s študenti z neko novo strategijo upravljanja družbenih omrežij. Takšnih projektov verjamem, da je moglo biti več, ker je praksa za študente pač izjemno pomembna. In zelo dobro je, da se za praktično usposabljanja izkoristimo tudi neke notranje vire in pa notranje infrastrukture. Najlepša hvala. Še
domen, potem pa popolnoma odkrivanost. Torej, hvala za besedo, pozdravljam dr. Smišljen. Jaz bi na to temo predvsem rekel to, da se v bistvu strinjam, da fakulteta ni namenjena zgolj, bom rekel, poučevanju za trg dela, pa bom rekel tudi v študentskem svetu smo nekaj vedno zastopili to paradigmo, ki ni ravno neoliberalna. Po drugi strani pa bom rekel, ob vseh vprašanjih, vseh pogovorih vedno znova ugotavljamo, da je ravno cilj študentov pride na to fakulteto, da v bistvu vsi se najbolj bojijo, tudi ne vem, kaj se opisuje, v prvi letnik, da se vsi sprašujejo ravno to, ali bom pač po diplomi zaposlil, ali bom dobil zaposlitev. In s tem, bom rekel, se tako, poprečen študent se s to mislijo predvsej ukvarja in zato mislim, da je v bistvu tale pogovor, bom rekel, tale panel, torej kam po diplomi, zelo namestno, ker je očitno pač tudi to eden od študentskih interesov, če ga pač na ta način izrazil. Zdaj, kar se tiče poučevanja oziroma praktičnega usposabljanja, jaz ne bi rekel, da je nekaj pomembno samo, da je praktično usposabljanje. Jaz bi rekel, da je mogoče tudi reakreditacija priložnost, da se to vse splošno uveljavi oziroma na vseh programih uveljavi, hkrati bi pa k temu dodal, ne zgolj, da se uveljavi, pa da je to neka normativna forma, ampak je tudi zelo pomembno, kako se uveljavi. Ne vem, jaz sem bil prej, ker sem tudi na prvi stopni, pa na drugi stopni sem bil na tej fakulteti, in v bistvu sem opazil že razliko med tem, kateri izvajalec izvaja strokovno prakso. Zdaj nekdo se to, predvsem bolj poglobi, ne vem, so to poročila, ali pa so to že med samo upravljanjem prakse, ne vem, študenti dostavljajo poročila, drugo v bistvu samo, ali pa neka forma, da samo prenese na koncu potrdilo, če še sem upravil to strokovno prakso, že znotraj tega neke normativne forme, torej da je strokovna praksa, je bom rekel ena zelo velika razlika, na kak način se je vodimo. Pa mogoče to zaenkrat. Hvala. Potem pa bom najprej dal besedo Mirjam, bomo pobrali nekaj komentarjev oziroma vprašanje. Vse pravzaprav jaz imam tako komentar, kot idejo, kot vprašanje, se to vrsti. Se pa nanašam na stvari, ki smo jih slišali od govorcev čisto na začetku današnjega srečanja, od vodnih govorcev, temeljni koncepti, temeljne znanje. Jaz mislim, da je to tisto, kar loči našo fakulteto, kvalitetno loči jo, je primerjalna prednost od ostalih visokošolskih zavodov v Sloveniji, ki se predvsem ukvarjajo ali pa samo ukvarjajo z prakso. Prav temeljna znanja, temeljni koncepti, ki omogoča našemu diplomantu, da je sposoben kritične refleksije, angažiranega razmišljanja. To kljub vsemu je tisto, kar našo fakulteto loči ali pa naj bi ločilo od drugačnih visokošolskih zavodov, ki jih je moramo razliko iz te prave že na področju protislovja. Zdaj pa, pravzaprav, to so bile malo spomini na moje leta na FSPN-ju, kjer smo temeljna znanja osvajali prve 2 leti, pa da ne porušim pravzaprav tega svojega razmišljanja, govorila pa bi o praktičnem usposabljanju kot tudi zelo pomembnem, pa ne zaradi Bolonje, ker da bi Bolonja to zahtevala, tudi ne zaradi tega, da trg dela to zahteva, ampak osebnostni razvoj našega diplomanta je konec tudi stvar fakultete naše. Tako da praktično usposabljanje, tako navzven, kar pomeni, kam jih pošiljamo, v katere organizacije jih pošiljamo, jaz bi se posredotočila na ta vidik, da pravzaprav tudi na fakulteti imamo področja, kjer jih, zdaj oprostite mi za ta izraz, lahko porabimo študente znotraj praktičnega usposabljanja. In jaz mogoče nimam čisto dovolj informacij, ampak toliko informacij, kot jih imam, na njih lahko sodim, da je tega praktično usposabljanja na fakulteti znotraj vidikov dejavnosti, ki jih imamo pa precej malo. Konec koncev študenti novinarstva bi lahko pripravili kar nekaj novinarskih prispevkov o različnih dogodkih na fakulteti, vključno z današnjim simpozijem. Imamo dogodke na fakulteti, ki jih multimedija ne snema, ne pokriva, ne pripravi, neke recimo interaktivne reportaže ali pa nekaj podobnega. Imamo otvoritve galerije, ki multimedijsko niso pokrite in podobno. Skratka, znotraj praktičnega usposabljanja lahko se že znotraj fakultete pogovarjamo o tem. Mogoče zdaj kolega z področja družboslovne informatike ni več tukaj. Družboslovni informatiki so opravljali kar nekaj prakse, bodi si bila to strokovna praksa v knjižnici, pa tudi nekaj projektnega dela, ko to nismo mogli spraviti pod naziv prakse. Imeli smo projekt analize spletne strani, projekt repozitorija, preden je sploh univerzitetni repozitorij obstajal. So ga delali
ta projekt so delali študenti družboslovne informatike. Pa da naštevam področji, kjer bi lahko študenti sodelovali z nami, z nas fakulteto, je kar nekaj. In mislim, da tukaj, da popravite me, če se motim, je kar še odprt prostor. Hvala. Tudi jaz bi imela bolj komentar kot vprašanje. Sicer eden od današnjih pobudničarjev je omenil, da je treba zelo resno meriti zaposljivost takoj po diplomi. Torej, jaz bi tukaj želela izpostaviti, da naši diplomanti tečejo na dolge proge. Torej, 2 študiji narejeni res v anglosaksonskem svetu, torej v Angliji in v Združenih državah Amerike sta pokazali, da diplomanti družboslovja in humanistike zasedajo takoj po diplomi prvih 5, pa tudi 10 let nižje plačana delovna mesta, ki morda niso na prvi pogled neposredno povezana z področjem, kjer so študirali, da pa na dolgi rok, torej po 20 letih, zasedajo položaje, ki v pogledu dohodka, ki ga dobivajo, presegajo diplomante tehnike in naravoslovja. Torej, mislim, da na pogled na zaposlovanje ne smemo imeti tako čovit pogled, torej, kje je naš diplomat 3 mesece potem, ko je diplomiral. To so recimo podatki, ki jih zbira Univerza v Ljubljani, ki so z tega vidika za naše področje absolutno neprimerni podatki. Druga raziskava, na katero bi želela opozoriti, je bila narejena med 50.000 delodajalcev v Združenih državah Amerike, gre spet za novejšo raziskavo, torej leto in pol staro raziskavo, ki je pokazala, da tudi te delodajalci želijo zaposlovati diplomante, ki imajo široka znanja, ampak široka znanja povezana z izkušnjami prakse. Torej, eksplicitno so omenili, da ne potrebujejo diplomantov, ki imajo zelo specifično poklicno usmerjene znanja. Ampak, kot rečeno, ta široka znanja naj se povezujejo s prakso. Zdaj, če to prevedem v našo okolje, jaz mislim, da vendarle naši študenti, ko govorimo o praksi, seveda praktikumi, od praktično usposabljanja tega študija, ampak mi imamo sistem, kjer študenti vendarle delajo nekaj študija. Zdaj, mi vemo, torej tudi predavatelji, ko se soočamo z vprašanjem prisotnosti študentov pri predavanjih, še posebej v višjih letnikih, velikokrat si rečemo, malce pogledamo čez prst, ravno zaradi tega, ker vemo, da je vsakršno delovanje na trgu dela tudi že tekom študija, še posebej tekom zadnjih let študija, že na nek način njihova vstopnica v delovno življenje. Torej, je neka vstopnica, ki bo kasneje omogočila, da bodo lažje našli svojo zaposlitev. Zakaj to omenjam? Zato, ker se mogoče so aspiracije potem organizirani praksi, da bi ta praksa morala biti spet praksa, ki bo pisana študentu na kožo, pisana na kožo temu, kar študira, niso recimo enake, kot jih imajo pri tehnikih. Študentje tehnike vam bodo povedali, da njihova praksa se na samem začetku začne najnižje. Torej, začne se v neposredni proizvodnji. Šele kasneje, po 2-3 letih se ta praksa spremeni v tem smislu, da pravzaprav začenjajo tekom prakse upravljati bolj zahtevna dela. Se pravi, jaz bi rekla, da naši študenti ta trenutek že imajo kar precej prakse. In ne bi mogoče težila k temu, da mora biti ta praksa zelo zahtevna, da mora biti zelo prilagojena njihovemu študiju, ampak bi upoštevala to, da je ta karierna pot študentov družboslovja drugačna kot kje druge v drugih delah. Najlepša hvala. Smem pa predam naprej. Ja, mogoče jaz sem lahko najprej kratek komentar, da se strinjam z ogromnim izhodišči, ki so bili ravno kar povedani. Mogoče je povedal to, da v bistvu v Sloveniji je študentsko delo oziroma tudi status študenta in potem s tem povezano študentsko delo nekaj vrste socialnih kolektiv za študente, zato ker pač v delovnih mesece potem študentje pravi poslužujejo nekaj podaljševanje študija, da lahko prek študentskega dela delajo. Mogoče ne omenim tudi tukaj, da študentska organizacija Slovenije, mislim, da ravno po tem času na razzavi z dr. Kohontom z naše fakultete pripravlja sistem beleženja izkušenj ob študentskim delu. Hkrati pa bi mogoče vseeno trdila argument, se ne strinjam z argumentom, da študenti že tako delajo. Jaz mislim, da ni sistematično rejeno, eni delajo, eni ne.
Tako da jaz mislim, da na fakulteti še vseeno nekaj potreba po strokovni praksi, pa tudi veliko študenti, ne vem, upravljajo, ne vem, če nekdo, ki je mladi, verjetno ni ravno nekaj izkušnje ali pa strokovna izkušnja, ki bom rekel, potrebuje tekom študija, da pač nekaj se pa naučil. Bi pa mogoče k temu še dodal v celotni debati pomen mogoče obštudijskega udejstvovanja za študente in bom rekel, mogoče nekaj malo lastne izkušnje, to je izkušnja študentov, pa bom rekel, študentov, ki so aktivni v študentski društvi. Na fakulteti imamo 12-13 društv, ki bom rekel, aktivno delujejo, ne vem, ŠSPRSS, ki dela, mislim, da ravno jutri ta PR teater. Kar hočem povedati, da študenti, ki se že tekom študija udejstvujejo, bom rekel, ali pa delujejo v študentskih društvih, ne vem, je pač to nek del neformalnega izobraževanja, ne vem, se preizkusijo v organih odločanja, se naučijo nekih vodenih projektov ali pa project managementa, v praksi uporabijo nekaj, ne vem, izkušnje, ne vem, imamo na fakulteti društva, ki med sabo sodelujejo, pa imajo v bistvu dogodek, povabijo neko pa študentko komunikologije, da pomaga pri, ne vem, PR in tako naprej. Tako da bom rekel, to so vse neke dobre prakse in tudi mi imamo znotraj mnogo študentov, ki smo pač aktivni ali tekom študija, ki je aktivni v organih ali v obštudijskih dejavnostih. Imamo enkrat na leto nekaj vrste svoje alumni, ki moram povedati, da je udeležba vsaj 10krat višja od alumnega FDV. In tam bom rekel ravno, da zasledim, da bi bili študenti imeli probleme za zaposlitvijo, pa tako naprej, zato ker že tekom študija en kot stvari probajo, vežejo stike z delodajalci, se poiščejo del socialne mreže in preko tega v bistvu potem tudi najdejo zaposlitve in se preko tega potem tudi uveljavimo. Tako kot nekaj dodatni še tega. Če se strinjate, glede na to, da bomo sicer malo predolgi in dejansko zaključil tole serijo vprašanj oziroma komentarjev in nekako ponudil ponovno priložnost panelistom, da se odzovejo. Tako ali tako bomo imeli še zaključno sejo oziroma zaključno mašo nekaj minut po tem panelu, tako da lahko morda tam ali pa kasneje nekako na stopnicah, če ne drugje, o tem malo spregovorimo. Zagotovo pa o tem ne bomo prenehali govoriti danes, tako da bi prosil, kar mogoče moje leve naprej, pač paneliste še kako komentirati vprašanje. Hvala. Par kratkih komentarjev. Monika, upam, da ne zamiriš, če v njeno novinarske kačeve potelaži na Jana, da bo dovolj multimedijske učilnice še vidno. Čeprav je mogoče tudi letnika še nijam, do konca ste še tam nekaj časa preživeli. Me pa veseli, da ste omenili multimedijsko učilnico, ki je zelo zastala v preteklih 4 letih, ker je zdaj tu skoraj celo vodstvo, razen eno prodekanje. Izkoriščam to kriliko, da odprem ta problem. Novinarska katedra in naša in cel oddelek za komunikologija so se 4 leta neumorno trudili, da bi ta zaostanek saj malenkost premaknili z mrtve točke. Tehnologija gre toliko naprej, da če 4 leta ni vlagan, je stvar neuporabna. Skratka, neka minimalna letna vlaganja so potrebna. So pa tam, ne glede na to, še skrite možnosti, skrite rezerve za obštudijske dejavnosti, verjetno tudi za komercialne projekte, za vključitev drugih programov, ki bi verjetno lahko kako uporabili multimedijsko učilnico. Skratka, multimedijska učilnica je nek trenutno na pol uspešen projekt te fakultete. Strinjam se s Tomom, da je pač zelo pomembno, kako se izvaja, ne samo kaj, in zato se je nam zdel praktikum veliko boljša izbira kot praksa, ker pri praktikumu imamo veliko tesnejši stik s temi, ki delajo tam ni slabega modula, tem, ko pa imamo po pogovorih sestavljeno precej slabih izvedb praks. Pri praksi je pač vse odvisno od tistega, kamor študente pride, lahko je zelo dobro, lahko je izguba časa, lahko je izkoriščenje študentov. Tudi glede tega, kar je Miran izpostavljal, več sodelovanja pri različnih projektih, tu je pa težava, da zadeve ne grejo preprosto tako, da recimo poslali ta dobrih študentov v knjižnico in bi nekaj zanimivega posneli, naredili, vsaka stvar radi svojega mentorja. Vsako delo študenti
terja aktivno pač vključitev nekoga in to takoj letimo na pač kadrovska vprašanja, na težave. In tu je res ogromno priložnost vse to, kar ste omenjali, ampak vse to terja pač mentoriranje. Zelo stvari se ne dogajajo samo na sebi. Velja pa verjetno delati pač na tem naprej. Enako, v bistvu, tudi jaz bi sam to izpostavila, da v okviru obveznih praks pač pomembno, da je na strani fakultete ta odnos med fakulteto oziroma študentom in delodajalcem sistematično nadzorovan, da je pač formaliziran in koordiniran na strani pedagoga kot mentorja, na strani mentorja v podjetju in pač, da se gradi dolgoročna sodelovanja in partnerske pogodbe s podjetji, s katerimi sodeluje fakulteta in bolj praktičnega usposabljanja. Ok, da ne bom napačno razumljen, jaz sem namenoma velikrat provokativen, ker edino tako si kakšno stvar zapomnite. Ne gre za noben konflikt med teorijo in veščinami ali prakso. Kajti, kaj je teorija? Teorija je na bazi empirije spoznavanja zakonitosti, ampak mi in študenti moramo znati uporabljati to teorijo v razumevanju in delovanju v družbi. To je, in za uporabljanje teorije pa rabimo veščine. Hvala. Jaz sem res navdušen nad vsemi nepričakovanimi komentarji, ki grejo na mrlin oziroma na mlin tujih strokovnih jezikov in upam, da potem, ko se bodo karte ponovno premešale in da bomo bili takšni, s katerimi bomo lahko pokazali, kaj zmoremo in kako pomembni različni jeziki so in kakšne kompetence našim študentom dajejo. Predvsem, ko upam, da bodo študente kaj vprašali in poštevali njihove želje. Njihove želje, kolikor jih mi sprašujemo, grejo izrazito v to smer, da želijo biti večjezično kompetentni in pripravljeni v svojem življenju ne samo na delo tukaj, ampak v celotnem svetu, ker so bodoči politi in se razumejo kot prebivalci celotnega planeta in ne samo ene majhne državice. Najlepša hvala. Nekako dejal bi, da smo ponovno odprli več dilem, kot pa jih razrešili, ampak jaz mislim, da je bil dejansko tudi namen današnjega srečanja ta, da ne bom predolg, torej s tem bi zaključil to okroglo mizo, hkrati pa vas povabil na zaključke oziroma na temeljne, torej razpravo o temeljnih zaključkih, ki bo sledila takoj, če jaz prav razumem, in hkrati sem vam zahvalil vsem tem, ki ste ostali, glede na to, da smo pričeli današnji simpozij, predvsem večjem študijo. Hvala.